Pozdravljeni, dragi državljani in državljanke, zopet tukaj z vami, Jure Gubanc, podjetnik, ki komentira najbolj pomembne in pereče stvari v naši državi in politiki. Tokrat bomo govorili na kratko o nepremičninah in kako zanimivo je, da nihče ne upa in ne zna razložiti, kaj je dejanski problem in kakšna so dejanska tveganja pri nepremičninskem trgu in kako omogočiti, da bi lahko več ljudi prišlo do svoje nepremičnine. Namreč naletel sem na tale članek, kjer na RTV MMC piše, da je bilo lani prodanih manj hiš in stanovanj, da so pa cene zrasle za 9 od 10 odstotkov. Celoten članek opisuje, kako se cene v Ljubljani spreminjajo, da so že cene blizu 5000 evrov na kvadraten meter lahko v povprečju, in tako dalje in tako dalje. Veliko boste videli pisanja in govorjenja o nepremičninah v Sloveniji. Nihče pa ne bo razložil, torej, zakaj in kaj vpliva na take cene, kot so, in kaj bi morali narediti in čemu bi se morali odreči, da bi lahko cene spravili dol. Namreč, glavna stvar, ki vpliva na visoko ceno katerekoli stvari na tem svetu, je razmerje med povpraševanjem, torej željo ljudi po tem, da bi nekaj imeli, in pa ponudbo. Te dve sili se morata usklajevati med sabo. Če je povpraševanje, v tem primeru po nepremičninah, visoko, potem bomo na tistih lokacijah, kjer je povpraševanje veliko, imeli tudi višje cene. Višje cene. Ker ponudba ne bo sledila povpraševanju. Pozor, cene narastejo samo takrat in pri tistih stvareh, kjer ponudba ne sledi višanju povpraševanja. Torej, kjer je povpraševanja več, kot pa je dejansko ponudbe. In če pogledamo večinoma vse dobrine, ki jih imamo, obleke, hrano, pri vseh teh dobrinah štejemo mi kot nek napredek civilizacije, kolikor smo uspeli cene ljudem znižati. Torej, danes si človek lahko privošči več kruha, več iger, če tako povem, več oblačil, kot si je privoščil za svojo plačo še 10, 20, 30 let nazaj. Kljub temu, da so cene sicer šle gor, je realna cena teh izdelkov padla. Torej, mi gledamo kot na napredek družbe takrat, kadar v družbi ljudje ne rabijo več plačevati toliko svojega časa in dohodka za to, da dobijo neko dobrino. Zanimivo pa je, da pri primeru nepremičnin pa gledamo v bistvu hkrati negativno na rast cen, češ kako lahko cene ves čas tako rastejo in so tako visoke, saj si noben navaden državljan več ne more privoščiti nepremičnin, kar je res. Hkrati pa gledamo zaskrbljujoče, če cene padajo. Torej, vidite to dvoličnost v primeru nepremičnin. Kadar se hrana poceni ali pa obleke, smo zadovoljni, ker se lahko več privoščimo, je tako. Pri primeru nepremičnin pa smo ljudje hkrati zadovoljni in nezadovoljni. Zakaj je temu tako? Zato, ker nepremičnine predstavljajo, še posebej v Sloveniji, naložbo. Torej, za ljudi je to neka naložba vrednosti, ki jo želijo čim bolj ohranjati in obdržati stabilno. Kar pa nažalost pomeni, da v bistvu ljudje sami in družba ni pripravljena na to, da cene teh nepremičnin in cene naših slovenskih nepremičnin tudi padajo. In bi lahko z lahkoto padle, če bi preprosto in samo povečali možnost ponudb nepremičnin. Torej, zelo preprosto, če bi povečali možnost zasedljivih zemljišč, povečali možnost gradnje, olajšali gradnjo, pohitrili dovoljenja, torej naredili vse, kar je možno, da se lahko hitreje gradi in tudi več gradi, potem bi cene občutno padle. Kar pa vsekakor ne bi bilo po godu ne bankam, ki imajo svoja poroštva v nepremičninah, in ne seveda ljudem, ki jim je večinoma nepremičnina glavno varčevalno sredstvo. Zdaj, kaj narediti v takem primeru? To je nekaj, kar moramo razumeti. Torej, moramo razumeti, da padec nepremičnin bi bilo lahko zelo enostavno in hitro doseči. Močan padec, kjer bi bile cene potem posledično tistim, ki še nimajo nepremičnine, bistveno bližje
Več ljudi bi si lahko v Sloveniji privoščilo svojo nepremičnino. Ampak cena, ki bi jo mogli za to plačati, je, da bi obstoječi lastniki seveda izgubili na vrednosti svojih nepremičnin. To ne pomeni, da bi izgubili nepremičnine, samo nepremičnine ne bi bile več toliko vredne, kot so bile do sedaj. In tukaj je vprašanje za vas. Ali ste pripravljeni, da bi cena vaše nepremičnine padla? Ali ste pripravljeni na to, da bi ustvarili tako državo, kjer bi naredili nepremičnine ali pa možnost dostopa do nepremičnin privlačno, dosegljivo nekemu povprečnemu delavcu? Namreč to je najbolj socialen ukrep možen. In v tem ukrepu ne govori nobena od levih strank in niti ne bolj gospodarstvo naklonjene desne stranke. Vprašanje pa tukaj predvsem za vas, tiste, ki imate ali tiste, ki še nimate nepremičnine. Ste za to, da ceno zazidljivih zemljišč in s tem tudi cene novih nepremičnin zbijemo za polovico? Možno je. Vsekakor je možno. Ampak potem se morate vprašati, ali ste pripravljeni tudi vi za to nekaj žrtvovati.